Dober dan, jaz sem Zdravo. Anej, sem star 10 let, živja. Živjo. In danes imam par vprašanj, pač 16, ki vas bi rad vprašal, ker vem, da ste fizik, pisatelj in filozof. Dajmo kar začeti. Prvo vprašanje pa je, kdaj vas je začela zanimati znanost, ali ste kot otrok radi delali poskuse in eksperimente? Se moram malo pomisliti. Ja, mislim, da sem. Da me je zanimala znanost že iz vrtca naprej, no. Zmeraj je pomembno, da imaš koga, kakšnega učitelja ali pa kakšnega sorodnika, ki te navduši za kakšno stvar, da ti malo razloži na tak način, da lahko nekaj razumeš, ne. In potem lahko sam začneš naprej razmišljati in si ustvariš potem malo boljšo osnovo, da lahko kaj več potem tudi prebereš, ne. Spomnim se pa tudi, da takrat, ko sem bil toliko star kot ti, ne, še ni bilo interneta. In smo v glavnem vse informacije dobivali preko revij pa knjig, ne. In se spomnim, da sem vestno hodil v knjižnico in vsakič prebrskal tiste police z novimi knjigami in potem odtovoril vse, kar je bilo zanimivega. Ker takrat v bistvu ni bilo tako lahko priti do dobrih knjig kot zdaj, ne. Se pa spomnim ene super televizijske serije Kozmos od Carla Sagana, enega ameriškega znanstvenika, ki so jo predvajali večkrat na televiziji, ko sem bil v nižjih razredih osnovne šole, in tisto je bilo pa res super, ker je znal tako živo, preprosto, jasno predstaviti najrazličnejše vsebine o vesolju, o naravi, in vem, da sem požeril in si sploh, mislim, da sem celo si delal zapiske, sem nedavno našel nek star zvezek, v katerem so bili zapiski, pa je bil tako krogec narisan, pa atom zraven pisali, pa okrog krožijo elektroni in podobno. Okej, zanimivo. Drugo vprašanje pa je, anekdota iz vašega otroštva povezana z znanostjo. Pač, kakšna je smešna zgodba, Smešna zgodba. ki se jo spomnite, recimo? Ja, mogoče ravno iz knjižnice, no, da enkrat sem si naložil polno torbo knjig in sem šel še nekam zadaj gledati. To je bilo takrat, ko še niso imeli teh posebnih varoval, ko če iz knjižnice odneseš, ne, da začne piskati, ne. In sem šel še neko knjigo iskat zadaj in vmes je pa knjižničarka, neka nova, ki me ni poznala, potem pritekla pa začela gledati ven skozi vrata in mislila, da sem polno torbo knjig odnesel iz knjižnice, ampak v bistvu sem pa samo še nekaj dodatnega šel iskat. In pol je bilo vse skupaj malo tako smešno izpadlo. Cool. Kaj pa je bilo recimo vaša najboljša zgodba pač od te knjige Od genov do zvezd? Vsaka je tako po svoje zanimiva. Te, ki so zbrane v tej knjigi, so v bistvu že kar predelane, ki so bile na začetku malo daljše. So bile objavljene, mislim, da v kakšnih časopisih, pa ko sem dobil ponudbo iz založbe, da naredim knjigo iz teh zgodbic, si je urednica zaželela, da bi jih malo skrajšal pa poenostavil, tako da bi bile bolj prijazne tudi do mlajših bralcev, pa da ne bi bilo toliko besed, ki jih mogoče osnovnošolci še ne razumete, ne. Pa sva malo popravljala, krajšala,
Tako da so te zgodbe zdaj malo prirejene, no? Tako da se lažje berejo, težko pa rečem, katera je posebej. V glavnem so mi všeč tiste, ki so mogoče, ki te predstavijo v nek drug čas ali pa v nek drug prostor, kaj vem. Tako kot Srednji Einstein. vek ali pa Einstein, ja, recimo, ne. Tako da se vživiš v neko osebo ali pa nek prostor in potem se mogoče nekaj naučiš, ne da bi to sploh vedel, ne. Te zgodba potegne sama, hkrati pa je še kaj odneseš. To mi je najbolj všeč. Zanimivo. Tretje vprašanje. Kateri znanstveni dosežek človeštva se vam zdi najbolj pomemben? To je zmeraj vprašanje potem, kako vrednotiš to pomembnost, ne. Zdaj, presenetljivo je, da mogoče, če gledamo po tem, koliko ljudi danes sploh obstaja zaradi enega znanstvenega dosežka, ki niti ne bi mogel živeti, če do tega znanstvenega dosežka, ki se je zgodil pred dobrimi 100 leti, če do tega ne bi prišlo, v bistvu sploh ne bi mogel obstajati. Zato, ker ne bi imeli dovolj hrane. Tudi če bi pač vsi bili na minimumu, bi nas bilo lahko pol manj največ, ne. To so umetna gnojila. Ker konec 19. stoletja že sredi 19. stoletja je bil velik problem, da polja niso bila več toliko rodovitna, ne, da pač je bilo treba nekaj časa počakati, pa kaj drugega zasaditi, ne samo pšenice ali pa koruze na nekem polju, pa krompirja, da je dobro obrodilo, ne. Takrat niso imeli, da bi šli v trgovino, pa bi kupili gnojila in jih posuli, ne, tako kot zdaj naredijo. In so zelo dolgo časa razmišljali, kako bi, takrat pa kemija je bila že kar razvita, ne, in so znali določiti, katere snovi v zemlji manjkajo, katerih ni. In so potem iskali načine, kako bi jih dodali. In recimo gnojila naravnega izvora so bila takrat zelo dragocena, celo iz Južne Amerike so tovorili določena gnojila, ki so tam nastajala iz drekcev od ptičev, ne, na nekih otokih. In potem so to na ladje dajali in jih pripeljali v Evropo in potem gnojili. In to je bilo zelo drago. Zato so se kemiki odločili, da bodo poskušali narediti umetna gnojila, ne. Se pravi, te snovi, ki manjkajo v zemlji, nekako umetno dodati. In ena od takih je recimo dušik, ki ga je treba dodajati, ne. In dolgo časa so imeli problem, kako dušik iz zraka, v zraku ga je ogromno, spraviti v tako obliko, da jo lahko posuješ po zemlji, ne, pa potem lahko rastline to uporabljajo. In Fritz Haber je bil en nemški kemik, ki mu je to uspelo po zelo dolgem času in po velikih poskusih, in potem so takrat zgradili tovarne za umetna gnojila. In danes po ocenah je približno polovica človeštva, zdaj živečih ljudi, obstaja zgolj zaradi tega, ker obstajajo tudi umetna gnojila. Tako da to je kar nek tak močen dosežek. Drug pomemben so pa recimo tudi cepiva, ne, ker mnoge bolezni preprečijo in so tako en tak zelo velik dosežek človeštva, zaradi katerih mnoge bolezni, katere so predvsem otroci umirali včasih, so zdaj skoraj izkoreninjene. Zanimivo. Kateri znanstvenik vam je pa najbolj všeč in zakaj? Vem, da jih je veliko, pa je težko, ampak kateri pa bil? Ja, ko sem študiral še fiziko, sem zelo užival v knjigah Richarda Feynmana, to je znan ameriški
fizik, tudi Nobelovo nagrado je dobil, ki je bil tak malo poseben. Igral je bobne, pa zmeri se je nekaj hecov, pa vse je malo drugače delo kot drugi. In on je napisal, oziroma so drugi napisali po njegovem pripovedovanju več knjig, anekdot iz njegovega življenja, ki so bile, takrat smo jih vsi brali in so bile zelo zanimive in mislim, da so celo prevedene v slovenščino, no. Tako da so zelo zanimive. Drugače pa Einstein seveda tudi fascinanten, sploh s tem, da je počel tako, da je v bistvu postavil na nek način svet na glavo, no. Se je določenih stvari lotil na čisto nov način, ne. Noben ni pomislil, da bi lahko neke probleme v znanosti rešil tudi tako, da bi rekel, ja, mogoče pa čas teče različno za različne opazovalce, ne, različno hitro. In še več takih idej je imel, ne, ki jih je potem zelo dobro obrazložil in ko je enkrat pokazal, da se dejansko zna napovedati neke pojave, ki jih lahko opazujejo, pa se jih ne da drugače razložiti kot z njegovo teorijo, je pa čez noč postal slaven in en najbolj slavnih znanstvenikov 20. stoletja. Kaj je pa Einstein v bistvu? Kaj je z njim? Ne, pač kako bi lahko rekel. Ko jaz sem pač tega znanstvenika, ko pač je vam najljubši, a ne, ga jaz še nisem slišal. In sem jaz mislil, pač ko sem že slišal ful od Einsteina pa to. Zakaj pa ne Einstein? Ja, jaz sem vmes, mogoče nisem bil dosti jasen, vmes sem pa rekel, da in Einstein, ne. In tole, kar sem povedal nazadnje, je pa veljalo za Einsteina, ja. Mogoče nisem se dosti jasno izražal. Hvala. Peto vprašanje bi pa bilo, kako je znanost pomagala v času epidemije? A zdaj? Letos? Ja, pač v bistvu tudi lansko leto, ker smo tudi takrat bili. Ja, seveda, no, ja, saj mislil sem lansko leto, ja. Ja, mislim, da je zelo veliko pomagala, no, največja pomoč je zdaj to cepivo, ki dejansko zelo učinkovito deluje, ne. Tega to ni nekaj preprostega, ne, nekaj takega razviti in je bilo zadaj zelo veliko dela že prej, desetletja prej, ne, in so zdaj samo vse te mehanizme, ki so jih imeli že pripravljene, dodali informacije o tem našem virusu, ki nas zdaj napada, in zato so lahko to hitro cepivo razvili in potem dokazali, da dejansko je varno in učinkovito, ne. Zelo hitro so pa tudi, ko so recimo že na Kitajskem, mislim, da že kakšen teden potem, ko so razglasili epidemijo v začetku januarja, ne, so tudi javno objavili celoten genom, to se pravi genski zapis tega virusa, da je bil dostopen vsem znanstvenikom po celem svetu, ne. In so lahko začeli takoj razvijati cepiva in tudi teste. In prav teste, kako preveriti, če je nekdo okužen s tem virusom ali mogoče s katerim drugim, ne, so tudi zelo hitro potem lahko razvili in izpopolnili, in to je tudi pač nekaj, kar je brez znanja, ki ga je proizvedla znanost ne toliko dolgo nazaj, ne bi bilo mogoče, ne. Tako da sama znanost je ključna, da smo lahko se začeli učinkovito boriti proti temu virusu, ne, in zdaj, ko bomo enkrat se tudi precepili, oziroma večina ljudi, ko se bo cepila, bo, upajmo, tudi ta epidemija začenjala pojenjati. Zanimivo. Če bi pa to cepivo recimo, ne, če bi ful pomagalo, kako hitro pa mislite, da bo vsaj v Sloveniji ne bo covida?
Ja, zdaj odvisno, kdaj bomo dobili dovolj cepiva, da bomo lahko A ja, se res. cepili vsi, ki se želimo cepiti, ne. Mm, Upajmo, da bo do poletja to mimo, no. Upajmo. Ja. Šesto vprašanje pa bi bilo, ali je kdo v vaši družini znanstvenik? Ja, v bistvu od mojih staršev, moja starša nista znanstvenika, zdaj pa žena se ukvarja z znanostjo. Okej. Kakšne so osnovne lastnosti dobrega znanstvenika? Ja, predvsem, da ga stvari zanimajo, pa tudi, da ima vztrajnost, ker to je v znanosti zelo pomembno, ker je treba veliko truda vložiti. Tudi ko imaš neko idejo, moraš potem še zelo veliko delati, da tisto potem dokažeš na ta način, da prepričaš tudi druge, ne. In to je v znanosti nekako cilj, da ti dokažeš, da tisto, kar ta ideja, ki jo imaš ti, da dejansko drži, ne. In s tem se v glavnem znanstveniki pol ukvarjajo, da preverjajo ideje, ne. Recimo, kaj vem, včasih ima kdo kakšno tako čisto noro idejo, nihče ne verjame na začetku, ne. Tudi Einstein na začetku je imel kar težave, ne. Ampak potem, ko si zgradiš neki ugled, ko pokažeš stvari na ta način, da te drugi lahko razumejo, ne, drugi znanstveniki, in da ti priznajo potem, da si dejansko nekaj novega odkril, to je pa pol tisto, ko ima neko vrednost v znanosti, ne, da, ideje ima marsikdo, ne, ampak dokazati jih, ne, to je pa težje. Okej, hvala. In še zadnje vprašanje bi bilo, ali pri svojem delu povezujete znanost in umetnost? Ja, mislim, da pri pisanju, da je treba, dobro pisanje sigurno mora biti tako, da se z lahkoto bere in da se ljudje, bralci, mladi vživijo v samo zgodbo, ne. To se mi zdi, da je podobno, kot če pišeš roman ali pa neke zgodbe, ne. Tudi tukaj moraš pač če pišeš o znanosti, moraš iz nekih informacij, ki jih imaš na razpolago in v katerih bi rad pisal, jih predstavil bralcem, moraš iz tega sestaviti zgodbo, ne. In to velikokrat ni toliko enostavno. Saj tukaj je tega dovolj. Ne manjka. Ja, ne manjka tam takih zanimivih. Saj zanimivo, da tudi jaz včasih rad kaj pozabim kaj, pa grem včasih tudi v svoje knjige še enkrat prebrati kaj. In je res ključno to, da na mislim, to je, rečemo, mogoče umetniški pristop, da zgradiš zgodbo, ki deluje tudi na čustva, ne samo, da nizaš neke ideje in jih poskušaš razumsko pojasniti bralcu. Ne, ti moraš bralca tudi vživeti v tisti čas, da on začuti, ne, kako je bilo takrat, ko je bil Einstein mlad, recimo, ne, kakšni so bili problemi, kakšne probleme je imel on. Potem mogoče lažje sprejme tudi kakšne ideje, ki jih sicer ne, če se dobro vživi, ne, v neko situacijo. Tako da se mi zdi, da je to nekaj,
kar se tudi v šolah lahko uporabi, zato ker naši možgani so taki, da si z lahkoto zapomnijo recimo zgodbe. Ne? Če ti nekdo pove neko dobro zgodbo, tebi ni treba posebej se truditi, da bi si jo naučil, ne? Si jo zapomniš. In na enak način se tudi kakšne take informacije, o katerih se učite v šoli, lažje zapomne, če zraven še neka zgodba. Ne? Tako da si lahko angažiraš več delov možganov, ne sem tistega, ki si zapomni informacije, podobno kot si recimo zapomniš telefonsko številko. Ne? To se moraš pač nekako zapomniti. Ne? Večkrat ponoviš in potem jo znaš. Ne? Če pa ti nekdo pove neko informacijo v obliki zgodbe, se pa večinoma sploh ni treba nobenega truda uporabiti. Veliko truda pa rabi tisti, da to informacijo pretvori v zanimivo zgodbo. Okay, hvala. To je bilo vse. Ja, hvala za zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da lahko Aneju kar čestitamo, ker je bil super voditelj tega pogovora. Mene pa zanima, a ima še kdo od vas na Zoomu kakšno vprašanje? Aha, Uršo pa zanima, tlele, a ima Sašo kakšno poslanico za mlade raziskovalce in umetnike za konec? Poslanico? Kakšno misel? Misel. Še posebno misel. Ja, to, da predvsem poskušajte stvari razumeti in brskajte za novimi viri informacij, dokler nečesa ne razumete. Ne? In takrat si boste to tudi zapomnili. Ne? Če boste neko stvar razumeli, se je ne bo treba učiti na tak način, kot se mogoče kdaj učite v šoli, ne? Da ponavljate stvari. Če pa poskušate razumeti stvari in jih mogoče še komu povedati, ne? To je dober test, da nekaj res razumeš, ko znaš to tudi nekomu povedati. In tisti drugi reče, aha, zdaj pa razumem. Ne? To so mogoče neki pristopi, ki jih včasih ne slišite, ampak so koristni, ne? Da jih veš. Seveda pa je važno, da najdeš nekaj, kar te zanima in potem na tem gradiš. Ne? Zdaj, to je lahko kakšna, pač gledaš več, iščeš različne knjige in potem, ko najdeš eno, ki te zares pritegne, pa mogoče na tem gradiš. Ne? Tako da, in če te pa stvari mogoče ne zanimajo, pa greš naprej, pa iščeš kaj novega, ker ko se boste mogoče bolj resno začeli ukvarjati z kakšnim področjem znanosti, je zelo pomembno to, da te tisto že sama pot, že samo raziskovanje navdaja z nekim zadovoljstvom, ne samo pričakovanje konca, da boš nekaj naredil, nekaj poročal, nekaj odkril. Ne. Tako da je dobro najti nekaj, kar te že sama pot nekako zadovoljuje. No, evo, najdemo nekaj, ki nam bo užitek potovati in razumeti.